Februarja 2026 je Elon Musk naredil potezo v vrednosti $250 milijard, ki naj bi zavedno spremenila prihodnost. SpaceX se je združil z xAI in ustvaril superimperij vreden $1,25 bilijona. Raket, satelitov in superinteligence, vse pod eno streho. Zdelo se je, da jih nič ne more ustaviti, a le nekaj tednov kasneje se je v ozadju začelo dogajati nekaj nenavadnega. Elitna ekipa, ki jo je Elon Musk osebno sestavil, je začela tiho izginjati, eden za drugim, brez naslova v medijih, brez pojasnil. Do marca so bili vsi izginili. Kaj so videli, da so zapustili najmočnejše podjetje na svetu? Sem Josh in v današnji epizodi oddaje The Infographics Show bomo razložili, zakaj je AI imperij Elona Muska vreden $250 milijard prazen. Prvo poglavje – lažna prednost. Kljub vsem svojim pomanjkljivostim je Elon Musk vedno bil ambiciozen, morda celo preveč. Turizem na Luni, kolonije na Marsu, leteči avtomobili, hitri podzemni predori. Obljubil je prihodnost kot iz znanstvene fantastike. Občudovalci so bili navdušeni in so si predstavljali svet preoblikovan po njegovi viziji. Nekatere njegove ideje so postale resničnost, a njegove najdrznejše obljube so še vedno le pobožne želje. Pa vendar ga vsak neuspeh, vsak spodrsljaj ni ustavil. Če kaj, ga je to le še okrepilo v samozavesti. Ko je leta 2023 ustanovil svoje podjetje za umetno inteligenco, xAI, ni želel, da bi bilo le še eno podjetje v industriji. Želel je biti vodilni in popeljati strojno učenje na novo raven. Da bi to dosegel, je moral ustvariti najboljšo strojno opremo v panogi in prav to si je zadal za cilj. V neopaznem kotičku South Memphisa stoji preurejena tovarna Electroluxa. Tam domuje Colossus, največji superračunalnik na svetu, zasnovan za učenje xAI-jevega klepetalnega robota Grok in drugih naprednih AI sistemov. Vzpostavitev podatkovnega centra običajno traja 4 leta. Musk ni želel čakati. Rekel sem mu, da bi bilo mogoče v 2 letih, še vedno prepočasi. Na koncu je njegova ekipa Colossus zgradila v samo 122 dneh in podrla vsa pričakovanja. Ko je Colossus začel delovati, ni bil le zmogljiv, bil je prava pošast. Kilometri optičnih vlaken, 200 tisoč grafičnih procesorjev in labirint čipov ter vezi, zasnovanih za požiranje podatkov in učenje najpametnejše umetne inteligence, kar jih je bilo kdaj zgrajenih. In Musk ni bil zadovoljen. Želel je več. 500 000 grafičnih procesorjev. Milijon. Želel je ustvariti najmočnejši superračunalnik, kar jih je svet kdaj poznal. In Colossus ni le zmogljiv, je tudi ogromen. Ima lastno energetsko omrežje, baterijske sklope in plinske turbine, ki porabijo 100 megavatov samo za njegovo delovanje. Sistem takšne velikosti in obsega ima svojo ceno. Samo strojna oprema je ocenjena na približno $7 milijard. Načrti xAI za dodajanje še več čipov bi lahko dodali še več 10 milijard, da ne omenjamo norega stroška obratovanja Colossusa 24 ur na dan, 7 dni v tednu. A nič od tega ne zmede Elona Muska. Njegov pristop je preprost. Če Colossusu nameniš dovolj čipov, bo premagal Muskove tekmece. OpenAI, DeepMind, Microsoft, vse to potiska xAI na vrh sveta umetne inteligence. Vsak GPU, vsak porabljen dolar je stava na gradnjo ultimativnega imperija umetne inteligence. A v tem je temeljna napaka. Samo silicij ni dovolj za ustvarjanje najboljše umetne inteligence na svetu. Zato potrebuješ ljudi. Človeški umi, inženirji, arhitekti, oblikovalci, razvijalci, geniji, ki lahko vso to surovo računsko moč usmerijo v inovacije, ki spreminjajo svet. In zato se tudi drugi velikani umetne inteligence osredotočajo na ljudi, ne le na strojno opremo. Lovijo najbistrejše ume, ponujajo ogromne plače in ugodnosti, da privabijo najboljše talente. Tudi najmočnejši superračunalnik je neuporaben brez ljudi, ki vedo, kako ga uporabiti. Tudi oni so izboljšali svojo tehnologijo, vendar niso tako močno investirali v grafične procesorje in procesorje, kot je to storil Musk. xAI je ubrala drugačen pristop, vlagala denar in grafične procesorje v gradnjo Colossusa, a ji ni uspelo obdržati briljantnih umov, ki so podjetje sploh ustvarili. Brez njih je vsa ta moč pomenila zelo malo. Tako da čeprav se Musk morda javno hvali z računsko močjo Colossusa in rekordi v tehničnih specifikacijah, v ozadju obstaja kruta resničnost. xAI ima morda vso opremo, vendar nima pojma, kako jo učinkovito uporabiti, in ni trajalo dolgo, da so se pojavili prvi opozorilni znaki. Poglavje 2. Radioaktivno priznanje. Grok je bil lansiran z veliko pompa in je hitro postal osrednja funkcija na platformi X. Toda z izidom novih različic je postalo nekaj jasno. Elonova strašljivo pametna umetna inteligenca ni izpolnila pričakovanj, ni prehitevala tekmecev, niti ni presegala ChatGPT ali Googlovega Gemini na pomembnih testih. Daleč od tega.
Pravzaprav je Grok v številnih strokovnih primerjavah in analizah rezultatov večkrat razočaral. Njegovo ustvarjanje vsebin je bilo pomanjkljivo, saj je model pogosto ponujal dolgočasne in osnovne odgovore. To je bilo daleč od bolj prefinjene in kakovostnejše vsebine njegovih tekmecev. Grok se je pri programiranju težko kosal s konkurenco, kar je uporabnike spravljalo v obup. Študije so prav tako pokazale, da je imel višjo stopnjo napak, saj je ustvarjal napačne navedbe in zavajajoče informacije. Model ni bil slab, vendar ni bil tista ultimativna rešitev, ki jo je Elon obljubljal. Na to pa je sledilo nekaj veliko bolj spornega. Grok se je zdel, kot da je šel po svoje. Maja 2025 je začel bluziti o belem genocidu v Južni Afriki, tudi ko so ga spraševali o popolnoma nepovezanih temah. Nekaj mesecev kasneje so se pojavila poročila, da Grok hvali Adolfa Hitlerja in širi antisemitske vsebine. Nadaljeval je z agresivnim žaljenjem različnih svetovnih voditeljev, kot je predsednik vlade Poljske Donald Tusk, in širil lažne trditve po atentatu na Charlieja Kirka. Proti koncu leta 2025 se je zapletel v še hujšo polemiko, ko so ugotovili, da so ga uporabljali za ustvarjanje spolno namigujočih slik žensk in deklet. Daleč od tega, da bi postal vodilni tekmec ChatGPT-ja na svetu, je bil Grok prava sramota. Več soustanoviteljev XAI pa je podjetje že zapustilo. A Musk ni mogel priznati poraza. Moral je še naprej ohranjati pogumen videz in se pretvarjati, kot da je vse to del njegovega glavnega načrta, da bi sredstva še naprej prihajala v projekt. V začetku leta 2026 je Tesla neposredno v XAI vložila $2 milijardi iz denarnih rezerv podjetja. Komaj 2 meseca kasneje je Muska končno padla. 12. marca 2026 je Musk napisal tweet, v katerem je končno priznal resnično stanje svojega podjetja za umetno inteligenco. XAI ni bil pravilno zgrajen že prvič, zato ga zdaj gradijo znova, od temeljev naprej. Skoraj 3 leta po ustanovitvi podjetja je človek za tem velikim projektom priznal, da je bilo vse skupaj pokvarjeno. Popolnoma so ga morali razdreti le nekaj tednov potem, ko so podjetje ovrednotili na $250 milijard, da bi ga združili s podjetjem SpaceX. Kljub vsem svojim nastopom in izjavam je Musk videl podatke. Dobro je vedel, da so modeli XAI daleč za tistimi podjetja OpenAI in drugih podjetij. Opazoval je, kako so njegovi napihnjeni projekti umetne inteligence, kot je Grokapedia, propadli že pri prvih ovirah, ali pa so jih potiho opustili. Medtem je vse več najboljših umov XAI odhajalo iskat drugožnosti, Muskovo imperij pa je začel razpadati od znotraj. Tudi njegovi soustanovitelji so to opazili. Videli so, kako je njihov milijarder šef govoril o prelomnih odkritjih in tehnologijah naslednje generacije, ki naj bi človeštvo popeljale v povsem novo dobo. Zdaj je priznal, da je bila vsa ta stvar pokvarjena in da mora začeti znova, od začetka. To je bilo eksplozivno priznanje s takojšnjimi posledicami. Le dan po Muskovem tweetu sta 2 izmed njegovih preostalih soustanoviteljev odstopila iz podjetja. Odšla sta in z njima je odšlo tudi vse znanje in strokovno znanje, ki je poganjalo XAI. Ladja XAI je začela puščati vodo in velik del posadke je že zapustil ladjo v rešilnih čolnih. XAI morda propada, a ta kanal se vsaj nikoli ne sesuje. Zato poskrbite, da všečkate, delite in se naročite. Tako boste iz prve vrste spremljali kaos, ne da bi vas Grok žalil. Poglavje 3. Pokol talentov. Ko je Elon Musk marca 2023 ustanovil XAI, je to storil skupaj z 11 najbistrejšimi umi iz Silicijeve doline. A z meseci in leti so ti strokovni arhitekti in inženirji ugotovili, da jih boljše priložnosti čakajo drugje. Kyle Kosic je bil prvi, ki je odšel. XAI je zapustil leta 2024. Prvotno se je pridružil Musku iz OpenAI, največjega imena v industriji umetne inteligence. Zdi se, da je Musk Kosiča premamil, da postane del nečesa, za kar je obljubil, da bi lahko bilo še boljše kot OpenAI. Vendar je bilo leto v podjetju dovolj, da si je Kosič premislil, pobegnil iz XAI in se vrnil k svojemu prejšnjemu delodajalcu. Leta 2025 sta sledila še 2 odhoda. Februarja se je Christian Segeri, veteran iz Googla, ki je ekipi XAI prinesel izjemne tehnične izkušnje in strokovno znanje, odločil zapustiti podjetje. Naslednji, ki je odšel, je bil Igor Babuškin, ki se je prvotno pridružil XAI iz Google DeepMind in je bil glavni inženir podjetja. Avgusta je napovedal, da bo zapustil podjetje, saj se je odločil ustanoviti lastno podjetje. To je bil šele začetek. Odpovedi so se leta 2026 še povečale. Matematični genij in nekdanji Microsoftov zaposleni Greg Yang je januarja razkril, da odstopa zaradi zdravstvenih razlogov. Naslednji mesec je sledil tudi Yuhai Tony Wu, ki je na spletu objavil, da odhaja, da bi začel novo poglavje v svojem življenju. Wu je bil ena najpomembnejših oseb v vodstveni strukturi XAI. Dan kasneje je XAI doživel še en udarec, saj je podjetje zapustil tudi Jimmy Bo.
Ba je veliko ime v sektorju umetne inteligence. Soavtor je bil članka o optimizaciji Atom iz leta 2014, ki je drugi najbolj citirani članek o umetni inteligenci vseh časov, z več kot 100.000 navedbami. Medtem ko naj bi bili številni odhodi soustanoviteljev XAI do takrat precej prijateljski, pa je bil boss očitno izjema. Poročila so navajala, da je podjetje zapustil zaradi naraščajočih napetosti glede zahtev po izboljšanju Grokove zmogljivosti. Konec februarja je prinesel še en odhod, saj je Toby Poland sledil zgledu svojih nekdanjih soustanoviteljev. Objavil je tweet, v katerem se je dejansko zahvalil Elonu Musku za priložnost, a razkril, da zapušča podjetje. Nenadoma je ostal le še delček prvotne ustanovne ekipe. Stvari so se kmalu še poslabšale. V začetku marca sta Zhang Dai in Guodong Zhang, ki sta prej delala pri Google Brain in DeepMind, zapustila XAI. Dai je bil ključni član tehnične ekipe. Zhang naj bi poročal neposredno Musku in bil je zadolžen za dva največja projekta podjetja, Grok Code in Grok Imagine. Sredi marca sta ostala le še Manuel Krojs in Ross Nordin, a bilo je le vprašanje časa. Razlogi za njihov odhod niso bili vsi razkriti ali jasno navedeni, zato lahko le ugibamo, zakaj se je vsak od teh moških odločil zapustiti podjetje. Nekateri so morda prejeli boljše ponudbe drugje. Nekateri so se morda naveličali Muskovega načina vodenja in neizpolnjenih obljub. Nekateri so morda preprosto začutili, da nimajo več kaj prispevati podjetju ali da bi njihove sposobnosti bolje izkoristili drugje. Ni nenavadno, da nadarjeni strokovnjaki za tehnologijo sčasoma prehajajo iz enega podjetja v drugo. Vendar je redko videti, da skoraj ducat različnih soustanoviteljev zapusti podjetje, ki so ga ustvarili le nekaj let po njegovem nastanku, ko naj bi imelo še toliko za doseči. In čeprav je v Silicijevi dolini veliko bistrih umov, ljudi kot so soustanovitelji XAI ni lahko nadomestiti. Vsakič, ko je ključna oseba odšla, je poslovanje XAI utrpelo udarec. Musk je pripeljal zamenjave, vendar ko vrhunski programer ali vodja projekta odide, preprosto ne moreš nekoga drugega postaviti na njegovo mesto in se pretvarjati, da se ni nič zgodilo. S seboj odnesejo talent, ustvarjalnost in izkušnje. Z njimi izgubiš vire, ki jih ne moreš kupiti. Še pomembneje pa je, da so ključni v tekmi za prevlado na področju umetne inteligence. In medtem ko je Musk ves čas tvital, dajal nove obljube, ki jih ni mogel izpolniti, in opazoval, kako se odpovedi kopičijo, njegovi tekmeci niso upočasnjevali. Poglavje 4. Vojna, v kateri Musk ne more zmagati. Medtem ko so Elon Muskovi zavezniki zapuščali njega, je eden največjih tekmecev šefa Tesle začel ukrepati. Mark Zuckerberg je ponujal osupljive pogodbe v vrednosti $300 milijonov za 4 leta, da bi najboljše in najpametnejše ume iz industrije umetne inteligence privabil v svojo ekipo pri Meti. V OpenAI in Googleu sta Sam Altman in Jeff Dean počela vse, kar je v njuni moči, da bi našla in pritegnila inženirje, oblikovalce, matematike in računalniške znanstvenike, ki lahko njihove projekte popeljejo do uspeha. Ljudje, ki se pridružujejo tem podjetjem, se ne prodajajo ali zgolj iščejo največje zaslužke. Iščejo stabilnost. Želijo biti del dolgoročnih projektov z jasnimi cilji, vizijo in strukturo, ki delujejo pod vodstvom vodij projektov. Želijo šefe, ki znajo najti ravnotežje med ambicijami in realizmom. Musk ima morda svoj vodilni superračunalnik na svetu. Morda se še vedno lahko pohvali s številom grafičnih procesorjev, ki poganjajo Grok, ali s količino megavatov, ki jih porabijo njegovi podatkovni centri za umetno inteligenco. Toda vse to je malo pomembno. Brez prav tako vodilne ekipe nadarjenih ljudi, ki vodijo celotno zadevo. Medtem pa pri Googlu, OpenAI, Meti in drugod sestavljajo multidisciplinarne vrhunske ekipe inženirjev in inovatorjev na področju umetne inteligence, medtem ko se infrastruktura stalno izboljšuje. Od celotnih ZDA in celo na Kitajskem tekmeci na področju umetne inteligence dohitevajo. Gradijo ogromne podatkovne centre, širijo svoje ekipe in izboljšujejo svojo tehnologijo premišljeno in strateško. Medtem pa Musk ostaja ujet v svojem Grokovem mestu duhov in opazuje, kako mu konkurenca natančno kaže, kako bi moralo biti narejeno. In z vsakim dnem so možnosti vse bolj na strani teh podjetij. Možnosti za uspeh XAI-ja izginjajo, ker podjetja kot sta OpenAI in Google talente jemljejo smrtno resno. Imajo ogromne ekipe, tisoče doktorjev znanosti, milijarde dolarjev vloženih v raziskave in razvoj. Prinašajo leta združenih izkušenj, neprimerljivo raven strokovnega znanja, vsi delajo skupaj za jasne skupne cilje. Ta podjetja verjamejo v proces. Videl, da do veličine ni mogoče priti na hitro in da sta za največje, najpomembnejše preboje včasih potrebna nekaj časa in potrpljenja.
Svoje modele umetne inteligence gradijo blok za blokom, postopoma izboljšujejo, a prepričljivo, počasi, a zanesljivo gradijo proti nečemu boljšemu kot prej. Muskova okrnjena ekipa in njegov pristop hitro delaj, razbijaj stvari, nikoli ne bi bila dovolj, da bi se lahko kosala s tem. Mislil je, da lahko priteče na vrh, svojo ogromno bogastvo na silo doseže uspeh. In mislil je, da bo njegova ekipa soustanoviteljev ostala zvesta cilju na vsakem koraku. A to se ni zgodilo. Nekaterim je vzelo nekoliko več časa kot drugim, a eden za drugim so ustvarjalci XAI postali utrujeni in razočarani nad projektom. Izgubili so vero v Muska, izgubili so zaupanje v Groka in izgubili potrpljenje s celotnim podjetjem. Ker so vedeli, da je vsako leto njihove kariere dragoceno, so se vsak posebej odločili poiskati druge možnosti, s čimer so spodkopali Muskove hvalisave izjave, da je XAI vodilno ime v industriji. Nestanovitno vedenje šefa Tesle zagotovo ni pripomoglo k izboljšanju razmer. Musk je znan po svojih izjemno agresivnih časovnicah, ekstremnih delovnih navadah, skoraj nemogočih ciljih in nenehnem spreminjanju pravil igre. In takšen pristop mu je morda uspel pri Tesli, do neke mere celo pri X, toda raziskave umetne inteligence po svoji naravi zahtevajo čas in potrpežljivost. To ni nekaj, kar bi Musk lahko pospešil ali rešil s tem, da bi preprosto zamahnil s prsti ali namenil več denarja za rešitev težave. In ko delaš z ljudmi, ki so na vrhuncu svojih sposobnosti, z neverjetno inteligenco in osupljivimi idejami v svojih glavah, jim moraš dati svobodo, da svoje spretnosti najbolje izkoristijo. Zdi se, vsaj od zunaj, da Musku to ni uspelo. Je kralj praznega gradu, kapitan potapljajoče se ladje, obraz propadajoče znamke. Vsi njegovi najbližji podložniki so ga zapustili. Čeprav se je XAI pridružilo nekaj novih obrazov, je morda le vprašanje časa, kdaj bodo tudi oni sledili svojim predhodnikom in zapustili podjetje. Tudi po veliki združitvi s podjetjem SpaceX, XAI še vedno močno zaostaja za svojimi tekmeci, ko gre za pravo človeško možgansko moč. Morda ima dovolj sredstev, da preživi še mnogo let in tehnologijo, da ostane delno pomemben igralec v sektorju v bližnji prihodnosti. A potreben bi bil herkulovski napor, da bi obrnil stvari in se sploh približal svojim glavnim tekmecem. Namesto tega se bo najverjetneje zgodilo, da bodo OpenAI, Meta, Anthropic in druga podjetja napredovala naprej ter pustila Muska še bolj v prahu. Musk morda ima denar, tehnologijo in ambicije, vendar ali je to dovolj, da obrne stvari ali pa že preveč zaostaja? Če želite izvedeti celotno zgodbo, si oglejte grdo resnico o Elonu Musku ali pa kliknite na ta video.